Moje ime je Dušan Rutar in tukaj sem zato, ker sem bil povabljen. Da ne bodo mislili, da sem prišel kar tako, samo sebe. Povabljen sem bil, ker je danes dan knjižnic, če sem prav razumel. In če je dan knjižnic, potem mora to imeti zagotovo kakšno zvezo s knjigami. In če ima kakšno zvezo s knjigami, potem bi lahko govorili, vsaj tako sem razumel, zakaj je to dobro, oziroma zakaj je to dobro. Se pravi, knjižnice, knjige in tako naprej. Zakaj so knjige dobre? O tem bom govoril. Če prav. A redo? Ja. Ok. Mislim, tudi kaj bluzka, ampak to sem jaz prav razumel. To smo danes ugotovili, da je danes tudi svetovni dan filozofije, ne? Ali nekaj takega? A je? Nekaj dni nazaj. Ali nekaj dni nazaj. Pol pa še boljš. Tako da lahko tudi na to temo. Super, še boljš, In na ja. to, kako misliš šparati na knjižnicah z manj kot 15 zaposlenimi? Ja. Ko me čakamo. Ok. Ja. Dobro, o tem bomo govorili, o vsem tem. Dajmo. Evo, jaz bom samo vas lepo pozdravila v Nizozemski mestni knjižnici. Danes Slovenske splošne knjižnice praznujemo dan slovenskih splošnih knjižnic. Vsi, ki prihajate k nam v knjižnico, veste, da smo ustvarjalke in soustvarjalke kulturnega prostora v našem mestu. Trudimo se, tukaj smo zaradi ljudi in za ljudi. In radi vas imamo, ko pridete k nam na prireditve. Ja, res. No, in tudi danes je začel delovati en spletni portal, imenuje se dobriknjige.si. Gospod Dušan Rutar bo danes govoril, zakaj je pomembno brati knjige. Jaz bom samo na kratko povedala 2 besedi oziroma stavek o portalu dobriknjige.si. Vsak, ki bere, ve, kaj je zanj dobra knjiga. Na tem portalu knjižničarji objavljamo knjige, za katere menimo, da so dobre za nas, za vas, za uporabnike knjižnice. Skratka, vabljeni, da portal obiščete, podate svoje mnenje. To bo za nas dragoceno tudi za nadaljnje delo. Tako. In sedaj prepuščam besedo. Ok, hvala lepa, jaz sem mislim, že prej vzel. Ajde, torej, če ste tukaj zato, ker nas zanimajo dobre knjige, potem bi vas morale zanimati moje knjige. To je logično. Zato, ker so dobre. Okay? In jaz sem še zlasti ponosen na tole, ki ima naslov Komunizem in na tole, ki ima naslov Psihologija v kapitalizmu. To so dela, ki jih bo nekoč zgodovina ovrednotila kot zrela dela Dušana Rutarja, ki je ta. Mislim, da bo tako. Zdaj, najprej povemo nekaj o klišeju, da, tudi danes sem ga slišal, da ljudje vse manj berejo in da zlasti mladi ljudje vse raje gledajo v zaslone in brskajo po digitalnih napravah. Po eni strani je to res, raziskave to potrjujejo, po drugi strani pa ni res. Ni res in govorimo zlasti o tem, kaj na prvo ni zanimivo. Kaj torej ni res? In zlasti, zakaj ni res? Povedal bom tudi nekaj stvari o tem, kar je nujna materialna podlaga za vsako branje, oziroma vsaka knjiga terja od ljudi materialno podlago, ki je nujno potrebna za branje knjig, in to so možgani. Brez možganov
ni branja knjig. In sodobna nevroznanstvena spoznanja o tem so tako osupljiva in so tako dobra, da vam jih bom nekaj privoščil. Sodobna nevroznanstvena spoznanja pa pomeni spoznanja, ki so stara par tednov. To so res dobre stvari. In nad tem se velja zamisliti. Vsakdo ima svoje možgane, ne glede na to, ali ga zanimajo knjige, ali ga ne zanimajo, ali bi jih bral, ali jih ne bi. Možgani so edini organ, ki ga imamo, za katerega veljajo določena pravila, ki ne veljajo za noben drug organ v našem telesu. Nekatera pravila, na tem bom tudi govoril. Če je kakšen organ zares odločilno pomemben za naše življenje in za kvaliteto naših življenj, potem so to prav gotovo možgani. Zato je dobro vedeti nekaj malega o teh mehanizmih, teh principih. O tem bom govoril. Ampak začnimo z nečim drugim. Zakaj ni res, da bi ljudi bolj privlačili zasloni, naprimer, ali pa podobe, naprimer, v zaslonih, kot pa knjige? In zakaj ni čisto res, da ljudje vse manj berejo? Najprej ni res zato, ker človeški možgani sami od sebe delujejo tako, da nas silijo k razmišljanju. Mi ne moremo storiti ničesar, da nas možgani ne bi silili k razmišljanju. Lahko se temu sicer upiramo, lahko poskušamo kaj narediti, ampak s tem tvegamo lahko zelo resne simptome, zelo resne težave. Ko preverjamo, naprimer eksperimentalno, koliko časa človek prenese kakšno obliko deprivacije, ugotovimo, da v resnici zelo, zelo malo časa. In da možgani začnejo proizvajati halucinacije že po nekaj dneh. Kakšne resne, senzorične deprivacije. Kar potrjuje, kako zelo možgani potrebujejo ne samo zunanje držljaje, da se ne bi kdo prehitro pomiril, češ se tega imamo tako ali tako dovolj. Zato, ker možgani večji del zunanjih držljajev tako ali tako selekcionirajo. Možgani večjega dela zunanjih informacij, ki so vsak dan okoli nas, sploh ne potrebujejo. Naši možgani potrebujejo mnogo bolj to, kar v kognitivni znanosti imenujemo metakognitivne zmožnosti. To so pa zmožnosti za razmišljanje, zmožnosti za procesiranje informacij, zmožnosti za uporabo informacij, zlasti pa, ker smo ljudje socialna bitja, zmožnosti za pogovarjanje. In tukaj tiči prvi veliki problem sodobnega življenja, da se ljudje vse manj pogovarjajo. To je mnogo bolj pomemben podatek od onega klišeja, češ da vse manj berejo in vse več gledajo na zaslone. Ljudje se vse manj pogovarjajo. To je pomembno. In to ima resne klinične posledice. Pogosto ima zelo resne klinične posledice. Zlasti se premalo pogovarjajo v živo, kot se reče. Pogovarjanje prek digitalnih naprav niti približno ne more biti tako kvalitetno, kot je lahko pogovarjanje v živo. Zdaj, zakaj je tega vse manj? To je seveda druga zgodba. Dejstvo je, da veliko ljudi trpi, ker se vse manj pogovarjajo, številni ljudje pa celo izjavljajo, da se ne pogovarjajo. Pričemer je treba ločiti vsakdanji čvek od pogovarjanja. Vsakdanje čvekanje ni isto kot pogovarjanje, to približno. Pogovarjanje je ali kvalitetno
nekaj kvalitetnega, kar se dogaja recimo med vsaj dvema človekoma, človek po definiciji ni kvaliteten, ker pomeni, da ljudje drug drugemu ponujajo trivialnosti. Ponujanje trivialnosti je pa nekaj takega, kot da jaz vam razlagam, kaj vse je v tem prostoru, vi pa meni nazaj razlagate isto. To je izmenjavanje trivialnosti. Zato je izmenjavanje trivialnosti naporno. Človeka utruja. Čeprav se zdi, da ljudje radi izmenjujejo trivialnosti. Če mene vprašate, raje vidim, da mi prizanesejo. Če mi pa ne morejo prizanesti, se jim pa skušam izogniti. Ker me to utruja, ker moji možgani niso narejeni za izmenjavanje trivialnosti. Ti, danes imamo pa lepo vreme, a ne? Ja, kar lepo, ja. Pa ni bilo preveč mraz danes tukaj na Primorskem. Ja, ni bilo, urbana pa megla. Ok, to je izmenjavanje trivialnosti. Naši možgani so narejeni za nekaj drugega. Pokazal vam bom eno slikco. Objavljena je bila pred nekaj dnevi in reviji za nevroznanost. To, kar vidite na zaslonu, je nekaj izjemno pomembnega za vsakogar izmed nas. Pa če vemo kaj o tem ali če ne vemo. Tukaj vidite, to, kar je rumeno, so nevroni. In ljudje lahko spodbujamo nevrone k rasti. Nevroni so celice, ki nastajajo vse življenje. Če jih seveda znamo k temu spodbujati. Ali pa propadajo. In manj, ko jih spodbujamo k rasti, ali pa če jih sploh ne spodbujamo, hitreje propadajo. To, veste, da je danes že skoraj obče znano, da število dementnih ljudi narašča, je neprimerno bolj zaskrbljujoč podatek od onega klišeja, da otroci vse manj berejo knjige in se bolj gledajo televizijo ali kam že. Mnogo bolj zaskrbljujoč podatek. Vprašanje namreč, zakaj je tako? Ker naši možgani niso narejeni za demenco. Niso. Nobenega nujnega razloga ni, da bi sploh kdaj človek postal dementen. Nobenega nujnega ni. In to raziskave potrjujejo vedno bolj. Zakaj potem tako je? In eden od razlogov je natanko ta, ki je razviden iz te slike. Vidite torej to, kar je rumeno, so nevroni. Tisto, kar je pomembnejše, je, kar je zeleno. To so oligodendrociti, ki tvorijo neurinske ovojnice okrog nevrona. To, kar je zeleno, je neposredni učinek, neposredna posledica rabe kognitivnih in metakognitivnih zmožnosti ali, po domače rečeno, bolj ko se človek uči, bolj kompleksno, ko je njegovo učenje, bolj ko je razmišljanje kompleksno, več je tega zelenega. In taki nevroni zlepa ne propadajo. In eden od najboljših načinov, kako to doseči, je natanko branje knjig. Ampak ne tistih, danes sem vprašal enega kolega, ki dela v eni knjižnici, kjer imam tudi predavanja, kakšne knjige največkrat ljudje berejo. Pa je rekel, ja, zelo veliko berejo lahke literature. Branje lahke literature je še slabše kot Blažev Žegar.
če kaj šteje, zdaj govorimo z vidika naših možganov, je kvečemu branje težke literature. Zakaj? Ljudje napačno verjamejo, oziroma mislijo, ali so prepričani, da je učenje česarkoli v življenju lahko. Da je učenje lahko nekaj, kar je povezano naprimer z igro, z zabavo, to imajo zlasti radi v šolah, recimo, pa tudi v kakšnih knjižnicah, z igro do učenja, ali pa kaj podobnega. To so taki slogani, ki ne povedo nič, oziroma povedo kvečemu nekaj, kar je v nasprotju s samo definicijo učenja. Učenje je premagovanje lenobe, učenje je težko po definiciji. Učiti se nekaj novega, karkoli, ni važno, česar, je po definiciji torej težko. Ni lahkega učenja, ni lahkih poti, da bi se nečesa novega naučili. Lahke so samo poti, ki vodijo k navideznim bližnjicam in k navideznemu učenju. Za učenje se je treba truditi in to dolgo časa. In bolj, ko je kompleksno, bolj, ko je zapleteno, bolj, ko je zahtevno, bolje je. Ker če naši možgani kaj želijo, če bi jih recimo personificirali, potem je to dolgotrajno, naporno in zahtevno učenje. Torej, zame danes ni vprašanje, zakaj otroci zrejo na zaslone, pa visijo na Facebookih. To zame sploh ni relevantno vprašanje. Relevantno vprašanje je, kako je z učenjem. Koliko in česa se danes ljudje naučijo, oziroma učijo in naučijo. Obstaja cela vrsta zelo preprostih vsakdanjih dejstev, preprostih spoznanj, ki nas navajajo k razmišljanju, da je morda z učenjem danes velik križ. Kajti, kako je mogoče, to je resno vprašanje, kako je mogoče, da še danes tako veliko ljudi zanika, na primer, vremenske spremembe, spremembe podnebja. Ali pa, če vprašate, ne vem, 1000 naključnih ljudi, ki jih srečate na cesti, naj vam povedo, zakaj so molekule CO2 v zraku nevarne, zakaj je to problem? Kaj to pomeni? A znajo razložiti, kaj pomeni, da je CO2 nevaren plin in da ni dobro, da ga je v zraku preveč? Večina ljudi nima o tem pojma. Čeprav večina ljudi v Sloveniji, na primer, hodi vsaj 13 let v šolo. Večina ljudi hodi vsaj 9 let v osnovno šolo in vsaj 4 leta eno srednjo šolo. To je 13 let šolanja. To je ogromno. Če pomislite, da hodijo vsak dan v šolo 5-6 ur, da hodijo 200 dni v tednu, 200 dni v letu, in če to zmnožite, dobite ogromno ur, ko naj bi se ljudje učili, ker v šolo se učimo po definiciji, naj bi se. Potem jim postavite tako rekoč trivialno vprašanje, ki je aktualno za čisto vsako človeško bitje in sploh vsako živo bitje zdaj na tem planetu. Zakaj ni dobro imeti preveč CO2 v zraku in še, zakaj ni dobro imeti preveč metana v zraku, še veliko huje? Ne ve. Vam pa znajo razložiti na 16 decimalki, kateri fuzbaler je včeraj igral, ne vem za kateri klub in ne vem kaj je naredil v 45 minuti. To so si pa zapomnili na pravi, katerokoli decimalko hočete. To je zame resno vprašanje. Zakaj se toliko ljudi ukvarja z trivialnimi dejstvi, podatki, informacijami in zakaj toliko ljudi obenem izjavlja, da se v svojih življenjih ne pogovarjajo
da se ne pogovarjajo kvalitetno, da nimajo nikogar, s katerim bi se pogovarjali. To so empirična dejstva. Torej, zanimivo bi bilo narediti študijo ali pa vedeti, kaj vse se dogaja, čeprav to v določene mere vemo, če se otroci od malega, ampak to pomeni res od malega, v prvih letih življenja, učijo na kompleksne in, kot jim rečemo, superkompleksne načine. Pa ne mislim na kakšne storilne starše, ki priganjajo svoje otroke, da morajo hoditi, ne vem kaj. To nima resne zveze s tem, o čemer govorim zdaj. In seveda, kaj to pomeni za čas, ko bodo stari 70 let, 80, 90 in tako naprej. Ta človek ne more dobiti demence, pa da se na glavo postaviš. Preprosto ne more. Razen, če ima ne vem kakšno nesrečno kombinacijo genov, ki lahko pač to recimo do določene mere pospešuje. Čeprav v resnici danes vemo, da celo lahko zavremo delovanje genov in celo celih kombinacij genov, lahko jih utišamo. In branje knjig je eden ključnih dejavnikov. Seveda branje knjig, če pogledate, pa če imate izkušnje, verjetno jih imate, če imate svoje otroke, ali pa če delate kakšne inštitucije, kot so recimo šole, veste, da je, še preden imajo problem otroci, je problem drugje. Ker v šolah se velikokrat zgodi, na fakultetah pa sploh, da recimo ni treba prebrati cele knjige. Da, tudi študenti berejo odlomke iz knjig. Koliko ljudi poznate, ki so recimo prebrali Vojno in mir, ampak uno, ne tisto skrajšano, sploh ne vem, kako lahko narediš skrajšano verzijo Vojne in miru. Ampak ustaja, mogoče imate tle. A date ta krajšo verzijo. Zakaj pa ne bi cele prebral? Nimam časa ali pa kaj podobnega. Ampak v resnici ni dobrega razloga, da ne bi človek prebral cele knjige Vojna in mir. Ni enega dobrega razloga. Je veliko slabih, ampak ni enega dobrega. Lahko pa... No, ali pa recimo, ali pa idiota. Idiot je tudi tiste, lahko skrajšaš na zadnji 50 strani, pa vse. Ampak kar prebereš na zadnjo stran, da vidimo, kaj se je zgodilo, kaj je ta knez miški naredil. Ampak v resnici to ni dober razlog. To so slabi razlogi. To prosto sploh niso razlogi, to je iskanje tolažbe, oziroma to je iskanje alibija, da mi ni treba. Zdaj, pokazal še eno slikico. Evo, tole. To so res fenomenalne zadeve. To je podoba, ki jo nihče od vas ni videl, ni je mogel videti, ki je bila objavljena pred kratkim, razen če kdo od vas nevroznanstvenik in se ukvarja z nevroznanostjo toliko kot jaz. Preprosto dvomim. Pa to ni pomembno. Kaj vidimo? Tu vidimo nekaj fenomenalnega. Mislim, danes mi lahko spremljamo tako rekoč v živo. Kaj se dogaja v naših možganih, kaj se dogaja z nevroni, kaj se dogaja znotraj nevronov, kaj se dogaja na mikrotubulah, recimo. Na strukturah, za katere še do pred kratkim, pravzaprav v glavi ničem ti vedel ni, da obstajajo. Kaj se dogaja in kako dobro, ampak res dobro je, zato, ker vidite tukaj branje knjig in razmišljanje in pogovarjanje o dobrih knjigah. To so osupljive zadeve. Kaj tle vidite? Tle vidite milijonkrat povečan nevron. To je osupljiva slika. Te slike ni bilo mogoče narediti, ne vem, 5 let nazaj. Enostavno niso imeli naprav, da bi lahko kaj takega posneli. To je fantastično. Če mene vprašate, to primerljivo z iskanjem Higgsovega bozona za Boga. Vidite v bistvu en nevron. Kako se plazi, kako se širi, kako raste pravzaprav. In tukaj vidite, to je milinska ovojnica. To je ovojnica. To je ovojnica. Tukaj noter je, v to je ovit, akson je ovit, nevron je zaščiten. Mi lahko v živo gledamo, kako se kopiči mielin. Kako raste ovojnica.
In raste takrat, ko s svojimi kognitivnimi dejavnostmi spodbujamo celice, astrocite, oligodendrociti se jim reče, k tvorjenju mielina. Mi to sami povzročamo, neposredno. Mi sami lahko skrbimo za to. Ne vem, zame je to neverjetno dejstvo. Hkrati tudi izjemno preprosto. Natanko tako, kot zveni, tako tudi je. Več prebranih knjig neposredno pomeni višje kognitivne funkcije, pomeni več mielina, pomeni bolj kompleksne nevronske mreže, pomeni superkompleksne nevronske mreže. In seveda, v nekem smislu je tukaj zgodbe lahko takoj konec. Vprašajmo se, vprašajmo knjižničarje, oni točno vejo, koliko knjig prebere povprečen Slovenec. Pa nisem zdaj na kliše mladi nič ne bere. Ne, vprašajmo se, koliko sploh, kdorkoli v Sloveniji letno prebere knjig. In bi nas moralo kap. Bi nas moralo kap. Hkrati pa se vprašamo, koliko časa ljudje porabijo, ne vem, za cigarete, za fuzbal, za kapa, vem, shopping in podobne neumnosti. Neprimerno več ur porabijo. Neprimerno. Ne malo več, neprimerno več. In seveda, če bi vprašali ljudi, ali bi vi radi živeli, ne vem, kvalitetno življenje, a ste za kvalitetne medsebojne odnose, ki bi trajali dolgo časa in tako naprej, dvomim, da bi kdo rekel, da nimo. Saj, če pa zdravi pameti. Zakaj potem porabite tako ogromno število ur za dejavnosti, ki so celo v škodo? Težko me bo kdo prepričal, da je čas porabljen za kajenje ali pa za zapijanje ali pa letanje od ene gostilne do druge, nekaj, kar človeku zelo koristi. Zato me pač nihče ne bo prepričal. Me ne more, kratko malo. In zakaj tako malo časa porabite za branje knjig? To je zame ključno vprašanje. Kateri so dejavniki, ki vplivajo na to? Oziroma, ali je mogoče zgodbo obrniti? Ljudje imajo izjemno radi preprosto vsakdanjo gospodinjsko psihologijo, ki jim pravi, da je vse v življenju ali pa skoraj vse v življenju povezano zgolj z dobro voljo. Še pregovor pravi slovenski, da volja najde pot, kako že tisto gre. To tudi približno ni res. Ni res. Ljudje imajo lahko volje, kakor hočete, pa ni nujno, da se bo karkoli v njihovih življenjih spremenilo. Ni nujno, lahko da se bo. Ni pa nujno. Mora obstajati še cela vrsta drugih dejavnikov, zato ker človek z voljo, s tem, kar imenuje volja, se je povprečen človek, itak ne ve, kaj volja sploh je. Ampak ima neko bledo predstavo, kaj ne bi to bilo. Z voljo se človek skoraj ne more upirati niti lastni težni klenobi. Se smejite, ampak to je res. Jaz predavam psihologijo že nekoliko let in vsako leto naredim enak preizkus, ko se znajdem pred 17-letniki, 18-letniki, ki so polni mladostne energije in volje in življenja in radosti in ne vem česa. To niso 95-letni utrujeni starci, to so 17-letni, 18-letni, živahni, mladi ljudje. Okay? Vsako leto jim rečem, ko pridemo do poglavja volja in te zadeve, rečem, stavim, kolikor hočete, kolikor čete, svojo hišo, da ne morete v svoje življenje od zdaj naprej vnesti kljub najboljši volji, niti najmanjše spremembe. Imenujte mi najmanjšo spremembo, ki jo bi lahko vnesli v svoje življenje. Najmanjšo. Vsako jutro narediti 3 počepe. To je zelo majhna sprememba. Recimo, do zdaj niste, od danes naprej pa boste. To je zelo majhna sprememba. To se morate strinjati. To je nano sprememba. Nič ne stane, nič ne boli in vzame vam natanko 3 sekunde. Ok?
Še vedno sem dobil stavo. Še vedno. Zmenimo se za en teden. Da ne bo tam za 20 let. Ne? Na en teden, 7 dni. Ker imamo pač predavanje tako, da imamo vsak teden. Ne? Od danes je četrtek, se dobimo naslednji četrtek, boste poročali. Ali ste naredili od jutri, zjutraj do naslednjega četrtka, vsako jutro 3 počepe. Še zmer sem 2. Prve 2 dni še, ne? Pa tretji dan potem, pa veste, kaj je najpogostejši odgovor? Zakaj pa pol ne več, ne? Sem pozabil. Nisi pozabil, ker ne moš pozabiti, ker spomin ne deluje tako, da si kar pozabil. Nekaj drugega je. Prevladala je tvoja težnja k lenobi. Nič drugega, nič nisi pozabil, ker hipokampus ne deluje tako, da kar pozabiš. Ne deluje tako, deluje precej drugače. S tvojim spominom nič narobe. Še nikoli nisem izgubil stave in ne verjamem, da jo kdaj bom. Sicer meni to ni prav, nisem srečen zaradi tega, ampak nažalost to samo potrjuje, da človeška psihologija pač ni tako preprosta zadeva, da bi človek kar rekel, sam malo dobre volje pa bo šlo. Ne, še cel kup drugih stvari se mora zgoditi. Da se seveda vnesti spremembe, da bo kdo narobe zdaj razumel. Da se, ampak samo z voljo zagotovo ne. Še s kakšnimi drugimi zadevami pa ja. Ne? Ampak, ne, to so zame spet ključna in pomembna vprašanja. Zakaj se s tem tako malo ukvarjamo? Ker dejansko se s tem tako malo ukvarjamo. Ne? Večinoma ljudje živijo po principu go with the flow, ne? Oziroma po slovensko, pač prepusti se toku, ne? Pa nekam bo že šlo, saj vedno nekam gre. Ne mogoče, da nikamor ne bi šlo. Ne? Saj tudi, če gre v krogu, nekam gre. Tudi, če stopicamo na mestu, na nek način nekam gremo. Ok, no, da imamo preveč, ampak prej ste rekli, da je tudi dan filozofije, tako da lahko tudi malo s tem se ukvarjam. Vse dolje se rekli, da je tudi nosil s filozofijo. Vse se bomo še. Ne? No, ok. To so vprašanja, ne? Ali je mogoče zgodbo tudi obrniti? Se pravi, kaj narediti, kaj bi se dalo narediti, kaj bi lahko naredili, ali pa celo, kaj bi pa morda ljudje radi, da bi se zgodilo? A vi mislite, da so ljudje zadovoljni s tem stanjem, v katerem so? Ne, niso. Večinoma ne. Kakšni so, gotovo so. Ne? Večina pa ni. Ne? In to iskreno ni. Ne samo, da ja, bi bilo tudi boljš. Ja, itak bi se izmerami lahko še boljš. Ne, ne mislimo na to. Ne? Mislimo na resne zadeve, zelo resne. Kot je, na primer, kako skrbimo ali pa gojimo kulturo dobrega pogovarjanja. Zadnjič mi je ena gospa rekla, da je svojim možem poročena že, koliko je rekla, 34 let, nekaj tazga, ne? 34 let, to ni malo. Ne? In mi je rekla, ko so se pač pogovarjala, bla, 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 to bomo preskočili, ne pravi, ja, veste, mi z možem se ne pogovarjava. Kaj pa počnete? Ja, tako, pač, sva. Sej, ampak kaj tudi počnete drug z drugim, sploh pa če ste mož in žena. Morda pa celo želita kaj početi drug z drugim, če ste mož in žena. Se ne bi bilo prepovedano želeti kaj početi. Ja, veste, sej je tako, kar je, kar v redu. Se gospa, ne meni ga prodajati, ker bom kupil. A vi res mislite, da je tako v redu? Ne, pa je pa začela jokati, ne. Seveda ni v redu. Seveda ni. Lahko si rečemo, vse je še kar v redu. Ne? Živimo z nekom 34 let pod isto streho, recimo, imamo skupne otroke, imamo vem kaj vse živo skupnega, ne? Ampak se neče da pogovarjamo. Gospa, vidi še kaj seksa tam mogoče? Že se ne spomnim več, kaj to sploh je. Ne? Ampak sta pa mož pa žena. Ok, dobro. Ne, ni dobro. Ni, na noben način ni. Ne? Ampak ljudje so pripravljeni reči, da če bo kdo kupil, sej morebiti pa je. Ne, ni. Ne zato, ker sem jaz tako rekel, ali pa zato, ker bi jaz bil nekakšen blazen interes zaradi tega, ampak zato, ker je to veliko premalo za
človeško eksistenco. Če že smo tukaj, pol saj, ne vem, kot se reče, pejmo v slogu, če že gremo, ne vem kam že, ne? Pejmo saj v slogu, ampak pejmo saj kvalitetno. Umirajmo kvalitetno, no? Če se mi kakšno tako bizarno treba še reči, da ne? Se počasi tako si umiramo. Dajmo pa vsaj kvalitetno. Ne? Zakaj ne bi? Spet, jaz ne poznam enega dobrega razloga, zakaj ne bi. Poznam pa, kakor hočete razlogov, zakaj bi. In tukaj, če mene vprašate, so ključna vprašanja. Ne zdaj, koliko kdo visi na Facebooku, raziskave so že, če smo že pri tem, raziskave že zdavnaj potrjujejo, da ni treba nič jamrati, joj, koliko smo zaposleni in koliko imamo malo časa drug za drugega. Štos ni v času, štos je v kvaliteti. Jaz sem raje 20 minut kvalitetno z nekom, kot 20 ur nekvalitetno, da mi človeka nekaj ime nalaga brez veznosti. Torej, ni čas, ki je pomemben, kvaliteta je pomembna. Zato, in zdaj se vračam k temi, o kateri sem že govoril, je pa potrebno učenje. Ljudje se medsebojnih odnosov učimo. Mene noben prepričal, da jih prinesemo s sabo na ta svet. Mislim, znanje o tem ne prinesemo. Mi na ta svet ne prinesemo nič. Nekaj genov, ok, pa telo, pa konstitucijo, to pa tudi vse. Mi se moramo vsega naučiti v tem svetu. In štos pa je, oziroma lepota je, da se tudi lahko naučimo vsega na tem svetu. Ne zlahka, kot sem prej rekel, stežka, ja. Ampak možnost je, da se naučimo. In tukaj smo pa že zdaj kar v zanimivem položaju. Namreč, če prištejemo k oni volji, ko smo prej rekli, da je premalo, še zmožnost za učenje, ki jo nesporno ima, vsi jo ima, čisto vsakdo ima zmožnost za učenje, ker je inherentna, naprimer, možganom. Možgani so narejeni za učenje, tako kot so ribe narejene, da plavajo. Ribe ne morejo nič narediti, da ne plavajo. Lahko se sicer potrudijo, ampak ne bo znesel. Če torej temu prištejem zmožnost, in dejstvo, da je to, česar se naučimo kvalitetno šele takrat, ko je učenje dolgotrajno in naporno, oziroma težko, zdaj smo pa že na dobri poti, da kam pridemo. Zdaj pa smo. In spet, skupni imenovalec vsega tega so knjige. In ne samo knjige. Verjetno ne veste, zagotovo ne veste, kako bi pa vedeli, zato bom povedal. Mene je pred leti povabil k sodelovanju pokojni Janez Rugel in bilo mi je veliko čast, da me je povabil. Povabil me je iz dveh razlogov. Tega nihče v Sloveniji ne ve, ker tudi ne more vedeti. To vem sam jaz, pa on je vedel, dokler je bil še živ. In to zdaj tukaj povem, v kamero, da bo šlo gor na net, za vse večne čase, da bo zabeleženo. Zakaj je mene Rugel povabil k sodelovanju? Iz dveh razlogov. Prvič, rekel mi je, mi da so se že prej poznala precej let, on je veliko knjig za svoje paciente mojih kupov. On je najboljši odjemalec mojih knjig. Ker so vsi njegovi pacienti morali brati knjige. To sploh ni bilo vprašanje, boš ne boš. Ni šans, še tako zapit alkoholikov je prišel k njemu, moral brati knjige tisto na hard. Ga ni tle v knjižnic, po moje, ki jih je moral toliko prebrati, kot njegovi pacienti. In on me je povabil in rekel, veste, doktor Rutar, sej telovadba, to je vse fajn, pa tekanje po planinah, pa maratoni, pa sek, super, to so fajn zadeve, ne? Rekel, pa brez filozofije, pa ne gre. A bi vi imeli predavanja za moje paciente, to je en uvod v filozofijo, bi. Jaz boljših študentov še v življenju nisem videl. Sami alkoholiki, odvisniki, kockarji, gamblerji, seksualni manjaki, boljših študentov še nisem imel. Ja, res. A veste zakaj? Zato, ker so bili disciplinirani. Ker ni bilo ugovora, a boš, a ne boš.
In oni so to sprejeli, ker so vedeli, da je to njihovo dobro. In so študirali kot oni, in so to bilo nekaj neverjetnega. In na koncu so sami zahtevali literaturo, ko je bilo poleti že, ne, čez počitnice. A nam lahko date kakšno literaturo, so da rodo mislo kakšno za na plažo, ker jaz vem, to knjižničarji vejo. Bolj, ko se poletje bliža, več plažne literature gre ven. Vse je logika najbrž. Lahka za na plažo, da imamo preveč možganov premenjevali. Ali kaj. In so rekel, ja, ni problema. In so nabavili čisto vsi. Te knjige ni v Sloveniji, to se treba iz tujine prek Amazona. Fenomenalno knjigo v zgodovini, v nastajanju moderne filozofije od leta 1950 do 1750. To je približno 600 strani debela knjiga v angleščini. To je zahtevno branje, to je zelo zahtevno branje. Pisno in obeden. V smislu, pa ne vem, pa poletje, pa ne bi jaz tako težka, pa tako debela, že ko jo vidiš, se ustrašiš lahko, a si no, pa še v Angliji, filozofijo, a si nor. Pisno in obeden. Vsi so jo kupili, od prvega do zadnjega. Prevedeno? Ni prevedeno. Kaj so pobrali, so razumeli? Vse niso imeli izbire. Ja, ne znam angleščine, nič hudega nauč se, samo imajo tečaje. Ne, mal se hecamo, ampak to je vse bilo smrtno resno. Ker ni bilo druge. A veste, pa ni bilo nobene gajžne, pa ne vem kaj. Rugel je sam tako pisano pogledal, so vsi tih. Saj vi ste pacienti, da se razumemo. Saj jaz nimam problemov, vi jih imate. Vi ste prišli k meni v analizo, v terapijo, whatever. To je prva zadeva. Fantastično. Kakšne časi so. Druga zadeva. Oni želijo, da sem jaz njegov supervizor. Nikoli od nikogar ni ne želel, kaj je šele pričakoval, da bo njegov supervizor. Jaz sem edini, ki ga je prosil, če bi bil njegov supervizor. To mi je pa res v čast. To mi je pa res v čast. Potem sem nameravala še eno knjigo skupaj napisati, ampak je bil že takrat bolan in ni bilo pol iz tistega nič. Torej, zakaj to pripovedujem? To pripovedujem zato, da bi ponazoril ono vprašanje prej, ki sem ga zastavil, namreč, a je mogoče zgodbo tudi okrog obrniti? Če jo je mogoče s pijanci in odvisniki od drog, in od seksa, in od pornografije, in od nakupovanja, in od ne vem česa, potem me nihče ne bo prepričal, da tega ni mogoče doseči z vsakim človekom. Jaz sem imel, rekel, praviti, z neko skrajnostjo. Saj ni vsak človek alkoholik, saj ni vsak odvisen od pornografije, to je neka, če bi gledali Gaussovo krivuljo, neka selekcionirana populacija, ki tudi ni bila majhna. To je bilo veliko ljudi. So imeli resne probleme v svojih življenjih, zelo resne probleme, to so majhni problemi. Alkoholizem, odvisnosti in tako naprej. Družine grejo na razen, zakoni razpadajo, partnerji se med sabo pobijajo in tako dalje. To so resne zadeve. Ampak se da. Se je dalo in če se je dalo takrat, se da kadarkoli, če mene vprašate. In ključno vlogo pri tem ima knjiga. To so Ruglove besede. Fajn je seveda tudi na maraton jeti. Sej nihče ne reče, zdaj bomo pa sam brali. Ja, je tudi maraton. Itak, pa na Trivla bomo šli. Seveda bomo šli. Knjiga in filozofija. Filozofija kot sinonim za razmišljanje, za zahtevno razmišljanje, ne za kar nekaj, kot se reče v žargonu. Za kompleksno in super kompleksno razmišljanje. Seveda tudi o sebi. Kar je dober uvod, ali pa kar je dober pogoj za pogovarjanje. Za pogovarjanje. Zopet, jaz ne najdem nobenega razloga, zakaj se ljudje ne bi pogovarjali, recimo v takem kraju, kot je tale, naprimer o Spinozovi etiki. Nobenega razloga ne vidim, da se ne bi.
meni je v redu, da ljudje berejo lahko literaturo, jaz sem nič proti njej, ne jo berejo. Ne? Če bi brali tudi težko literaturo. Ni pa v redu, da vedno znova prevaga lahka literatura. Ne bi preveč težke, čeprav možgani pa hrepenijo potem, ker so tako narejeni. To je zanimiva komplementarnost človeških spoznanj, človeškega spoznanja, da lahko napreduje v življenju samo, če se uči in da je učenje po definiciji naporno in zahtevno in dolgotrajno in organom, ki se imenuje možgani. Sej, kako pa ljudje mislijo, da so se možgani razvili? Sami od sebe že ne. Nekaj jih je priganjalo k rasti. Če ne bi bilo tako, bi imeli še zmeraj take, kot jih imajo približno šimpanzi, recimo 450 gramov. Pa jih nimamo, ker imamo 3,5-krat večje. Ker jih je nekaj priganjalo ves čas k rasti. Nevrone lahko priganjamo, nevroni rastejo, teh povezav je lahko več in več in več. Tukaj vidite enega. Navic je najboljšno, ker ni dober kontrast, ampak to je en nevron, en sam nevron, velik je nekaj nanometrov. Ne morate ga videti, prosim, čisto. Tale nevron, tale en nevron, lahko ustvari do 10,000 sinaps, kar pomeni, da lahko tvori 10,000 stikov z drugimi nevroni, do 10,000, ampak samo, če ga boste priganjali k temu, drugače bo pa umrl, če ga ne boste. Če boste pustili pri miru, se mi ne da. Bo umrl, čez nekaj časa bo umrl, zgubil bo svojo funkcijo, število sinaps se bo začelo zmanjševati. In če pogledate z elektronskim mikroskopom možgane, vidite v možganih lukance. Najprej so majhne, pa so bolj vse večje. Ker propadajo nevroni. Ne? Če jih ne priganjate k delu, propadajo. Ker naše nevronske mreže delujejo po principu gain it or lose it. Pravi, ali jih boš razvil, da jih boš pa zgubil. Zelo preprosto. Meni gre za to, da si po koncu, kolikor jih sploh še imam, ko ljudje, meni se ne da brati. Jaz sem že vse, ne pa kakšen 18-letnik, jaz sem vse knjige, kar jih je bo treba prebrati, sem že prebral, dost, nič več, zapalaš ticuno, gremo, ne bomo več brali. To je tako, kot bi riba rekla, da bo več plavala. To so zame ključna vprašanja. Kako je mogoče, ali to ni pritoževanje, resno spraševanje, kako je mogoče, kaj vse se mora zgoditi, da ljudje lahko sami pri sebi sklenejo, recimo, da ne bodo pač brali knjig, ali pa da vsaj ne bodo brali zahtevnih knjig. Saj ni bilo vedno tako. Ni bilo vedno tako. Ne vem, koliko se spoznate na zgodovini, recimo približno 140-150 let nazaj, je Charles Dickens v podobni logiki, kot se mi zdaj jest, imel za mesece vnaprej razprodane neprimerno večje dvorane, kot je tale, pa še plačati so morali ljudje. In če veste, kaj je Charles Dickens počel, potem bi se morali tudi ob tem malo nasmehniti. Charles Dickens je zbrani množici ljudi, ki je plačala, da je lahko prišla tja. Bral svoje knjige. To niso bila predavanja. On je bral lastne knjige. Ljudje so ga poslušali. Dvorane so bile razprodane za mesece vnaprej, za Boga. Charles Dickens je bil Michael Jackson svojega časa. To je zame osupljivo dejstvo. Kam se je to zgubilo? Probajte danes kaj takega narediti. Ali pa, da jaz probam kaj takega narediti. Bož, da se zaletim kaj v steno. To ni ancient history, to je 150 let nazaj. In ljudje so vsaj čutili, če že vedeli niso, da je to dobro. In ko se mi pritožujemo, češ, kako je bilo nekoč, ne vem, so bili ljudje bolj, ne vem, kakšni, slabši, bolj neumni, bolj zabiti ali kaj že. To je zelo vprašanje, če je to res. Zelo vprašanje, če je to res. Češ, kako danes živimo v razsvetljenih časih in koliko veliko vemo in tako dalje. To nisem zelo prepričan, da je tako preprosto.
Zlasti, da je tako zelo enoznačno. Pokažem še eno slikico. Se jaz ne nič proti temu, da slikice gledamo. Če znamo ob tem tudi kaj povedati. To ne bomo, kot to so. No, zdaj. Tole slikico sem hotel pokazati. To je še ena, to so fajn zadeve, to so super dobre zadeve. Danes imamo naprave na razpolago, ki nam pokažejo notranjost možganov, kar hočete, molekule lahko štejemo, to so res neverjetne zadeve. Tako da tudi ne smete misliti, da o možganih vemo zelo malo, mi o možganih danes vemo zelo veliko. No, danes ne velja več to, kar je še veljalo pred leti. Možgani so še neraziskani, toliko malo vemo, tako naprej. Ni res, danes vemo izjemno veliko. No, to je še ena slika, ki nam pove, kako lahko tudi kasneje v življenju, ko nismo ravno več najstniki, ko nismo več 20 let stari, 25, ko smo starejši, ali pa ko smo stari, smo stari 70, ko smo stari 80 let, lahko z učenjem, z branjem knjig, zlasti, s pogovarjanjem in s tem, kar je tudi bilo, prej sem pozabil omeniti, nujno pri Janezu Ruglju, namreč ne samo, da si bral knjige, pri njem je tudi nujno, da si kaj napisal o tem. Nisi mogel priti na naslednjo uro, če nisi nekaj napisal, temu on rekel v Trinki. Moral si pisati, moral si biti pismen. A to so elementarne zadeve. Branje knjig in pisanje. Torej, kako lahko z učenjem, zlasti še enkrat z branjem knjig, spodbujamo k rasti nevronske mreže, tudi potem, ko smo stari 80, 90 ali pa 100 let. Še pred časom je veljalo, da nevronske mreže z leti samo razpadajo in da nevroni več ne rastejo, da pač ko enkrat propadajo, jih ne morete spodbost k rasti. Danes vemo, da to ni res, da jih lahko v katerikoli starosti dosežemo, da raste, da nastajajo novi nevroni. Novi, zraste, kot gobe. In kako kompleksne mreže lahko tvorijo, to je ta slika, v veliki starosti. Nekaj, kar je recimo spet, prav zame je tako, kako je za vas. Zame je to osupljivo, recimo, resno vprašanje, še eno resno vprašanje. A si lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo, da bi na enem štadionu, v Stožicah, na enem štadionu, en večer ljudje drug drugemu, naprimer, brali pesem, poezijo. 2 ure, 3, 4, 5, do jutra. In z lahkoto dosežemo, da grejo ljudje gledati fuzbal. To z lahkoto. Gledajo 1 uro in pol, gledajo pa grejo domov. Fajn, ali pa gostilno. Zakaj po isti logiki ne bi mogli doseči? A si predstavljate štadion na štadionu 100 000 ljudi in ljudje si berejo pesme? A pa romane, Vojna in mir, meni vsem kaj? To so zame civilizacijska vprašanja, če hoče, zlasti v času, v katerem se zdi, da grejo mnoge stvari v franže. To so preproste zadeve. Nobene velike znanosti ni za tem. To so tako rekoč elementarne zadeve. Pogovarjati se, brati knjige, pisati, naprimer ukvarjati se s filozofijo. To, kar je Sokrat propagiral pred 2400 leti na ulicah Aten, tako rekoč bos in skoraj enak, ugrnjen tisto rjuho. Simpozij se rodi takrat, simpozij. Simpozij nič drugega kot pogovarjajmo se. Ne pol ure, pa 20 minut, se mi nekam mudi. 3 dni. Pogovarjamo se 3 dni. Dobar, ja, vem, da je danes drugače, da je treba v službo, pa ne vem, kaj še vse. Govorim o principu. Govorim o principu. Govorim pravzaprav o enem zelo preprostem principu, ki izhaja iz tistega, kar sem prej rekel, ker raziskave potrdijo, koliko časa
na teden, koliko ur ljudje porabijo za gledanje neumnih televizijskih oddaj ali pa dejansko za brskanje po nekaterih YouTube fajlih ali pa kaj podobnega in koliko minut porabijo recimo za vzgojo svojih otrok. A veste, kakšen disproporcije med tem? Koliko minut porabijo recimo starši za vzgojo svojih otrok in koliko ur porabijo recimo za telefoniranje. To so zelo zanimive zadeve. Hkrati so pa elementarne. In težko mi bo kdo rekel, da bo svet kdaj boljši, zato ker bodo, ne vem, javnemu sektorju še vzeli, ne vem, 100 milijonov. Ne, dokler se tele stvari ne bojo spremenjeno, čist nič boljši, ker ne more biti. Ker ko govorimo o boljšem svetu, če mene kdo kaj vpraša, govorimo o bolj kvalitetnih odnosih. Zame ni čisto boljši čas, če imate, boljše obdobje, ali kaj že, če imate na 2 meseca nov telefon na 14 dni. Jaz ne vidim v tem nobenega napredka. Ne vidim. Razen, da imajo korporacije še več denarja, seveda. To na moje kvalitete, zadnjič mi telefon crknil, zdaj imam novega, sem mi telefon. In kaj je bil prvi spontani odziv ljudi okrog mene, da zdaj pa končno caj, da kupam unga, ne vem, pametnega, ne vem, kje bom. Saj, ko dajte mi en sam razlog, zakaj bi ga kupil, veš, kaj vse imaš gor, ne. Tako dobro, a zdaj jaz česa ne razumem, ali pa vi česa ne razumete. Jaz rabim telefon, to je una naprava, ki telefonira. Vi pa pravite, veš, kaj vse gor še imaš. Jaz sem rekel, da me zanima telefoniranje. Jaz nisem rekel, kaj vse drugo me zanima. In se nismo mogli sporazumeti. O čem govorimo? Jaz sem govoril o telefonu. Telefon je naprava, ki telefonira. Zato se pa imenuje telefon. Oni si mu pa prodajajo računalnik. Ampak saj računalnik jaz imam. Enega v službi, enega doma, računalnikov puna kapa. Mislim, preveč, če mene vprašate. Ne? Ampak ne, enega pa nosiš ves čas s sabo. In nismo prišli skrb. Potem so jih stopil v ščerki, ki ima enega starega, ki ga rečno uporablja, so rekel, ti daš enega starega meni. Še dela. Ja, dan, ni problem. In potem ga se drugi dan v službi pokažem. To, da mi niso z gnojnico polili. Kaj pa imaš to? To je to. To je telefon. Ki telefonira. Dela to, kar od este telefona pričakujem. Ampak spet, nihče mi ni znal dati enega dobrega razloga, zakaj bi kupil pametnega. Seveda, k pametnemu telefonu gre tudi en paket, ki stane toliko in toliko evrov. Če verjamete ali ne, jaz plačam na mesec za tale telefon 7 evrov. Un paket, ta najmanjši, jaz se ne spoznam, na to je pa 25. Ok, zdaj vi hočete meni reči, da ne kupam paket, ki je 3,5-krat dražji od tega, da bom počel isto, kar že itak počnem. Odgovor je bil ja. V tem je drobna iracionalnost vsakdanjega življenja. Drobna iracionalnost, ki je zelo močno povezana, čeprav mogoče na prvi pogled tega ni videti, z branjem knjig in z razmišljanjem. Ljudje so se vse prehitro pripravljeni obnašati iracionalno in ne prepoznati te iracionalnosti, kar pomeni razumeti ali pa prepoznati jo kot nekaj zelo racionalnega, celo naprednega, sodobnega, kot nekaj, kar spada k sodobnemu slogu življenja, na primer. Ampak pazite, k istemu slogu življenja, v katerem je tudi, da se ljudje premalo pogovarjajo, v katerem je tudi zelo malo kvalitetnih medsebojnih odnosov, v katerem je zelo malo filozofije, zelo malo branja kvalitetnih in zahtevnih knjig in tako dalje. In ljudje se s tem spontano hvalijo. Da je v tem napredek, da je to v redu in tako naprej. Hkrati hodijo pa k psihiatrom, analitikom, terapeutom in goltajo tablete in se nalivajo z alkoholom in ne vem, kar jim je težko živeti, so depresivni, živčni in ne morajo spati, ne vem kaj še vse. To so zame ključne koordinate življenj
v katerih živimo. Še preden planamo, kaj vse mladina danes narobe dela in preveč vsi na Facebooku. Še eno zadevo bi rad povedal, ko smo že imeli prej Sokrata, še malo filozofije. Sokrat, oziroma Platon, ker Sokrat pač nič napisal, je potem vse, kar vemo, da je Sokrat rekel, vemo, če beremo Platona, ne beremo to, kar je Platon napisal. Sokrat je vedel, spoznal in tudi ponudil ljudem, pa zato plačal zelo visoko ceno, kot veste, so ga potem obtožili vsega mogočega in je končal v zaporu in moral umreti. Ne glede na to, je vredno, da se zamislimo nad tem, kar nam je ponudil. Sokrat je ponudil vsemu človeštvu 2400 let nazaj zelo preprosto spoznanje. Filozofsko spoznanje, ki je preprosto in je dobro. Staro 2400 let. In to je, da če smo se sploh še pripravljeni spraševati, tako kot smo se, ko smo stari 15 let, če se nismo poli, se pač nismo poli, ne bi tako več rešitve. Ne? Ampak če smo se pripravljeni spraševati, tako kot smo se takrat, ko smo imeli 15 let, o smislu življenja, zelo preprosto vprašanje, kaj je smisel našega življenja? Kaj početi, ne vem, 80 let? Zakaj smo tle? Kaj naj bi 80 let počeli? Poleg tega, da jemo, pijemo, ne vem, se soočimo, kaj še par stvari. V čem je poanta, v čem je štos, da visimo tukaj 80 let, naprimer, v prečju. En dan, drug dan, 365, v enem letu, 365, druge, bla, 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 80 let. Čem je štos? Če smo se sploh pripravljeni še v tem vprašati, če se nismo, pa nam ni več pomoči, pa smo pač samo, ne, tako kot tista ura, ki se ne sprašuje, pač teče, dokler baterija dela, pa ne dela več. Ne. Ta ura se gotovo ne sprašuje, v čem je štos, da vsak dan se vrti okrog tiste vsi tamle in dvomi. Ne, nič ne dvomi, gotovo se ne sprašuje. Okay. Mi se pa lahko. Lahko se seveda tudi ne. Lahko se tudi ne, ker smo svobodni, ne? Lahko pa se. Zdaj, ta druga možnost me ne zanima, da se ne sprašujemo. Ne? Ta me ne zanima, mene ne. Lahko tako ga zanima, mene pač ne. Mene zanima ona prva. Tako kot me zanima, ko sem star 15 let. V čem je smisel naše eksistence? Kaj je končni cilj, če sploh je? Kaj je telos, kot bi rekli stari, kot bi rekel Sokrat, naše eksistence? K čemu gremo, če sploh kam gremo? Sokrat, Platon seveda, ponudi fenomenalen odgovor. Fenomenalen na to vprašanje. Res dober odgovor, vreden razmisleka. In sicer, ne glede na to, ali ima življenje kakšen končni cilj ali ga nima. Ko je Sokrat umiral, če ste brali zadnji Sokratove dni, oziroma pač zapis ob njegovem umiranju, ker so bili njegovi prijatelji zraven in Platon tudi. Veste, da je Sokrat v tistih zadnjih nekaj minutah filozofiral, ker je to obljubil samemu sebi nekoč, da bo in da ga ni mogoče ustaviti pri tem, je razmišljal o tudi zadnjem vprašanju. Ali obstaja življenje po življenju? Čez nekaj minut bo mrtev, ali kaj je pol, ne? Ali kaj, ali nič, ali zgolj tema in nič, in meni ni več, ne? Ali kaj? Ne vemo, noben ne ve. In Sokrat tudi ni vedel, če tudi ni delal pametnega, ne ve. Ja, bomo videli, ne? Zdaj čez par minut, vi pa enkrat pol, sam bo pač enkrat, ne? Okay. In, ampak, ne, pravi, ne glede na to, ker tega itak ne moramo vedeti, imamo pred seboj, vsak človek jo ima, neko dolžnost. Ne glede na to, a vemo ali ne. Imamo neko dolžnost. Katero? Naša dolžnost, pravi Platon, Sokrat, je, da najprej dojamemo, zato imamo možgane, imamo zmožnost za razmišljanje, da najprej dojamemo
Pazite zdaj, da najprej dojamemo, da najprej razumemo, da imamo neko fantastično zmožnost. In to vsakdo lahko odkrije, vsak otrok lahko to odkrije. Mi nimamo samo zmožnosti, da razmišljamo, mi imamo ipso facto zmožnost, da razmišljamo o samem razmišljanju. To je skupaj, to je ločeno. In ker imamo to zmožnost, se nujno, če seveda smo vsaj pripravljeni ustrajati pri tem spet, drugo je, če nismo pripravljeni, ne? Dokopljamo prej ali slej do dolžnosti, o kateri govori Sokrat oziroma Platon. Prej ali slej se dokopljamo do spoznanja, da imamo nujno pred seboj v svojem življenju neko dolžnost. Pa ne ima življenje kakšen cilj ali ne ima smisel, smotr ali pa ne. Naša dolžnost je, da mislimo. To je naša dolžnost. In ta dolžnost je svojevrsten paradoks. Kajti mi ne moremo ničesar narediti, da ne bi mislili. Ne moremo nehati misliti, ker to bi bilo isto, kot da nehamo obstajati. Torej, mi ne moremo obstajati in narediti ničesar, da hkrati ne bi obstajali. Mi ne moremo biti misleča bitja, ki lahko nekaj naredijo, beri, misli ali razmišljajo, da ne bi razmišljali. Ničesar ne moremo narediti, ker da bi karkoli od tega naredili, moramo misliti. Torej, naša dolžnost je, da mislimo, ker nobene druge možnosti v življenju sploh nimamo. Če pa mislimo, če razmišljamo, lahko odkrivamo to, kar sicer imenujemo eksistenca. Lepota odkrivanja eksistence pa je, da naše eksistence niso dane vnaprej. S tem, ko se ukvarjamo z lastnimi eksistencami, ko razmišljamo o njih, ko poskušamo ugotoviti, kakšne so, kako jih razumeti in tako dalje, vsakdo razmišlja o svoji eksistenci. Ko torej to počnemo, jih ustvarjamo. Mi smo po naravi kreativna bitja. Ko razmišljamo o lastnih eksistencah, jih spreminjamo oziroma jih ustvarjamo, jih preoblikujemo, jih preobražamo. In ko preobražamo lastne eksistence, ker smo vselej del lastnih eksistenc, se spreminjamo tudi sami. To je naša dolžnost. In to nima nobene zveze z voljo, o kateri smo prej govorili. To je čisto nekaj drugega. To je dolžnost. Dolžnost pa terja disciplino. To ni stvar svobodne volje. Bom, ne bom, danes se mi ne da. Ne. To je stvar discipline, ko jo osvojimo. In tem je veliki revolucionarni obrat, ki ga je naredil Rugelj, pa ga večina ljudi ni razumela. Jaz sem se ure in ure pogovarjal z njim v njegovi sobi. Potem, ko smo do konca terapije in predavam ure in vemo, če je govoril. Večina ljudi ga ni poznala, ljudi so ga poznali, kakor so ga iz medijev, par klišejev v njem. Ni se pa eden srečal z njim, pogovarjal. Njegov veliki obrat je bil natanko ta. Ljudje rabijo disciplino. Nehajte govoriti o volji, sej bodo prišli k pameti, bodo spametovali, se bodo odkrili, ne bodo. Nekdo jih mora disciplinirati. In šele, ko jih bo nekdo discipliniral, se bodo disciplinirali sami, oziroma držali se bodo discipline, ki so jo osvojili. To ne pomeni, da je treba otroke tepst, ker to ne nobene zveze z disciplino. Disciplina je v osnovi zelo preprosta zadeva. Veste, disciplina je strašno preprosta zadeva. Disciplina v osnovi pomeni, da nekaj, naprimer, berete knjigo, naredite vsak dan. To vodi k disciplini. Nekaj vedno znova ponovim. Preberem knjigo. Vsak dan, vsak teden. Naprimer, danes pri knjigah.
In se samo tega držim. Disciplina v osnovi pomeni, da se nečesa držim kot pijan s plota. Zgolj mehanično nekaj izvajam. Danes je to za številne ljudi velik problem. Resnično govorim tudi kot analitik, kajti ljudje so danes pogosto tako že ukuženi z nekakšno gospodinjsko psihologijo, laično, nikakršno psihologijo, ki ne pojasni ničesar, da se jim zdi, da tudi tako preprostih stvari, kot nečesa se mehanično držati, da to ni v redu, da oni bi to radi zavili v neko čudno mistiko, neko metafiziko, v neke poglobljene ideje in pol iz tega nič ni. A veste, tipična zgodba je tale. Gospa, praviloma so gospe, da rekel sem jaz moški šovinist, pač praviloma je tako, se je bil tudi gospod, ampak praviloma gospa pride po nasvet. Gospa ima kakšnih 120 kil, kar pomeni, da jih ima vsaj 50-60 preveč. Ali imate kakšen nasvet, kako bi se znebila 60 kil? Imam. Čisto preprosto. Da človeka vam ne bom povedal, to že veste, če me že vprašate, vam povem. Manj jejte. To sem že probala. Saj sem rekel, da vam ne človeka povedal. Kaj me pa pol sprašujete? V tem je čarobnost, veste, psihopatologije. Zakaj me pa pol sprašujete? Jaz bi rada kakšnega drugega. Ja, kjerga, če je pa ta najboljši? Kjerga? Kakšnega pol... A bi radi kakšno diet? Ja. Google it up. Diet je tam gor glih kukrčte. Ne mene sprašvati. Google jih pozna več kot jaz. Ampak vsaka dieta, pa je še zaradi mene še tako sofisticirana, pa napisana v hebrejščini, ali pa v kitajščini, ali pa v hieroglifih, izhaja iz osnovnega principa. Manj jej. Vsaka. Pa zaradi mene lahko naredite takle elaborat. Lahko pa 5000 strani, skupni imenovalci še zmeram eden. Manj jej. Ali pa varianta istega, malo bolj razširjena. Zaradi meni lahko jeste tudi veliko. Michael Phelps poje za 11.000 kalorij na dan. Ampak on jih 11.000 tudi porab. Še bolje pa, če jih poje 11.000, porabi jih pa 11.001. Pa se sigurno ne more zrediti. Ni logike. Vse je v energiji, ki se izraža v kalorijah. Če boste porabili več kalorij, kot ste jih vnesli v telo, ni variante, da se zredite. Ponavadi sem jaz pol čuden, z vami nekaj narobe in tako naprej. V redu, gospa, sam jaz težav s kilami nimam. Vi jih pa očitno imate. Prosim. Čuden sem pa jaz. Okay. Pravi, zadeve nekatere so v osnovi osupljivo preproste, ampak zdi se, da včasih ljudje ravno teh osupljivo preprostih stvari v življenju ne bi počeli bi nekatere druge, ki so eksotične, nenavadne, modne, ne vem kakšne že, od tega nimajo prav dosti ali pa sploh nimajo nič, a počeli bi jih še naprej. Onih prvih preprostih, tisočkrat, milijonkrat preverjenih, pa ne. Ena gospa je saj to pristala, sem rekel, ok, gledajte, zdaj bova začela, ni problem, ampak začela bova tako, da boste vi najprej meni lepo povedali, list papirja, mi boste napisali, koliko kalorij zaužijate vsak dan. Sam preštejte jih. En košček tega, zabeležite vse, bomo vnesli v tabele, na netu so tabele, bomo to preračunali in na koncu bo računalnik izpljunil neko številko. In je čisto vam padla. Kaj jaz hočem? Rekel še enkrat. Samo zabeležite vse, kar ste v enem dnevu pojedli, popili, spravili vase. A vi hočete meni reči, da bi jaz to morala pol šteti pa skrbeti za... Ja, a tega pa ne bom počela. Ok, ampak vi ste prišli k meni, da hočete skušati. Ja, ampak tega pa ne bi počeli. Ne. Kaj bi vi pol sploh radi?
Seveda, jaz vem, kaj bi gospa rada. Ne? Gospa bi rada, da bi bilo v njenem življenju vse tako, kot že je, samo da bi se jutri zbudila in bi imela 50 kg manj. To bi rada. Ne? Se pravi, nekaj čarobnega, mističnega, nekaj, kar je bolj povezano s čaranjem, recimo, kot pa s čim? S tem, o čemer danes ves čas govorim. Z napornim, dolgotrajnim delom. Ker učenje je natanko to. Naporno, dolgotrajno, zahtevno, disciplinirano delo. Toda, če vprašate naše možgane, kakšen imajo odnos do tega, rečejo, I like it. Ravno to mi je všeč, ker možgani hočejo red. Če bi pogledali, to lahko naredimo, kaj možgani delajo po noči, zdaj, ko bomo šli zvečer, bomo šli spat. A veste, kaj po noči vaši možgani delajo? Red. Red delajo, vaši možgani delajo red. Tisto, kar se je čez dan nabralo, informacije, podatke, bla, 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 vse to, kar je šlo noter, vse po noči ureja. Mi spimo, možgani pa delajo red. Čistijo zadeve, tisto, kar je odveč, sinapse, regenerirajo se, vzpostavljajo se, red delajo, ker naši možgani ljubijo red. Ta red je sicer zelo zapleten, je kompleksen, na trenutke je kaotičen, kaos je izjemno urejen red, da se razumemo, kaos ni nered. Torej, naši možgani so tako narejeni, naši možgani, če bi majčkeno poenostavil, ampak prav preveč, pa tudi ne, naši možgani so v bistvu množica matematičnih algoritmov. Naši možgani so matematični algoritmi, ki delajo to, kar algoritmi delajo. Omogočajo zelo, zelo, zelo precizne izračune. Naši možgani s pomočjo teh algoritmov rešujejo probleme. Sami od sebe jih rešujejo. In to, kar je najbolj, rekel spet, na nek način elementarno, na drugi strani je pa revolucionarno. Do česar je prišel Sokrat. Sokrat brez sodobnih naprav, ki jih takrat ni bilo, ugotovil isto. Sokrat je ugotovil, kot recimo, če bi ga imeli, vsaj kot enega od začetnikov filozofije, to zagotovo, da ga lahko imamo, Sokrat je ugotovil, da je eden najbolj prepričljivih, najbolj učinkovitih načinov za urejanje vsega tega, kar se pač dogaja okrog nas, se pravi vzpostavljena reda, natanko filozofija. In trajalo je skoraj 2400 let, da je v drugi polovici 20. stoletja en najboljših filozofov, živih filozofov, francoskih filozofov Alain Badiou, zapisal to, kar je Sokrat proizvedel pred 2400 leti. In sicer, da je filozofija aksiomatska. Točno tako kot matematika. Postavite aksiome in iz aksiomov vlečete trditve, sklepe in tako dalje. In to je razmišljanje. In če bi zdaj lahko tvegal, pa bi še eno stvar dodal, tisti, ki sem že prej rekel, česa je v življenju ljudi v glavnem premalo. Prej smo govorili o kvalitetnih medsebojnih odnosih in o pogovarjanju, ki ni čvekanje, bi k temu dodal še eno zadevo. Če v življenju ljudi česa primanjkuje, potem je to natanko filozofija. Kot tisti način razmišljanja, ki je urejen, ki opravi z neredom, v katerega so ljudje v glavnem potopljeni. In bolj, ko so potopljeni v nered znanja, informacij, podatkov, bolj so kontradiktorni sami sabo. Bolj nekonsistentni so. Danes bi to, jutri nekaj drugega, pojutrišnjem bo nekaj tretjega moderno, pol bo nek nov trend in tako naprej. In blodijo. Ogromno ljudi je, ki v življenju zgolj blodi. Malo tja, malo v eno smer, malo nazaj, malo nikamor, malo se okrog obrnemo, nikamor. Ogromno jih je. Njihovo življenje je en sam nered. Pojma nimajo, kam, zakaj, čemu, kdaj ali sploh
In zaradi tega so kaj? Odvisni so od česa. Ogromno ljudi, da ne rečem večina, je odvisnih, a veste od česa? Ja, od mnen drugih. Danes ljudje nenehno iščejo nekoga, da jim bo povedal, kam, v katero smer, kaj narediti, kako živeti, a je nekaj zdravo, ali ni zdravo, kako vzgajati otroke, kako živeti s partnerjem, kaj narediti, kako seksati, itd., itd. Zato je največ v tej knjižnici, jaz verjamem, da je knjig priročnikov. Zato največ ljudje največ berijo kaj? Ja, priročnike. Ker sami ne znajo odgovoriti več sami sebi niti na elementarna vprašanja. Kaj bi jaz v življenju sploh? Ogromno ljudi je, ki na to preprosto vprašanje ne znajo odgovoriti. Ne vem. Neki bi, kaj pa vem. Mogoče sem enkrat želel, pa sem pozabil. Ne vem, ker je to vsega. Vse sem že poskusil, pa kamar ne pridem, a bi še kaj drugega. Ja, ne vem. Itd., itd., itd. Poslušajte ljudi, ki so okrog vas. Takega načina razmišljanja je daleč največ. So tudi drugi, da tega je največ. In potem, kot sem prej pokazal, poskušaš zgolj aksiomatsko, konsistentno misliti. Veste, ena najboljših stvari na tem svetu je logika. Koraku A sledi korak B. B-ju sledi pa C. Zelo preprosto. In veliko lažje ljudje spijo, in to je empirično preverljivo, to tudi sami veste, neprimerno lažje spijo in neprimerno bolje se počutijo. A veste kdaj? Ko v njihovem življenju začne počasi nastajati red, disciplina. Tega ne bomo več, to je brez veze, tole tu ima, Kaj ljudi? Vsi se dobro počutimo na čisto elementarni ravni, ko na primer pospravimo svoje stanovanje, gremo v garažo, štala, odnesemo ven, pa fajn izgleda, tisto je pa v redu, super, se dobro počutim. To so zelo preproste zadeve, somatske, dobro se počutim. A veste, koliko stanovanj je, ki so podobni skladiščem? Je kar kopičijo zadeve, kar kupujejo jih, kar kopičijo, vedno več. Zakaj imate to? To vem, pač odtlej je, ne vem, zakaj, čemu pa to služi. In tako dalje. Red, disciplina, potem pa kar nekaj postane jasno. Korak A, sledi korak B, jupi, bravo, kako da že 20 let nisem tega pogruntal. Zadnjič mi je ena gospa rekla, ni zanimivo, da 20 let rabiš, da priješ do enega preprostega spoznanja. Še enkrat, 20 let rabiš, to je en dobršen del življenja, da priješ do vpogleda v kakšno elementarno zadevo v življenju. Naprimer, tega je, kakor hočete v analitični praksi, da človek, naprimer, ni več pripravljen biti predpražljiv drugim ljudem. So ljudje, ki potrebujejo desetletja, ne da bi ugotovili, da drugi ljudje po njih hodijo. Daj, ponudite jim malo odpora, ne dovolj, da kar po vas hodijo. Kako se bo to naredi? Probajte s tem. Deluje. Zdaj mi piše ena gospa. Mlada punca, piše. Ima sodelavca, da je sodelavc vsiljiv, da je težil, na tretje, se nekako ne more znebiti. Dajte mu lekcijo. Kakšno lekcijo? Dobro, ni ga treba kar tako po nosu, za začetek, se ne bomo kar tepsti začeli, za začetek mu sam rečete ne. Kaj ne? Ti še te pripravljeno poslušati. To je zelo preprosto zadeva. Ampak, a veste, koliko malo ljudi je, ki si upa nekomu reči ne? Ti imaš le 5 minut, bla, bla, bla. Ne. Kako ne? Ja, nimam. Saj ste mislim dolžen razlagati, saj tiste ne vprašal. Da ali ne? Jaz sem rekel ne. A veste, koliko ljudi je osuplih? Kako ne? Ja, čisto preprosto. Nimam cajta. Oziroma, nisem si ga pripravljen vzeti.
danes dejansko je splošno sprejeto, da mora vsakdo, vsakomur, vsakič biti na razpolago. Ena ženska mi zadnjič rekla, pa res sem opazila, da ja, kar z vsemi se strinjam. Ja, dobro jutro. A se res z vsemi strinjate? Ne. Ja, skaj pa pol kimate? A ja, se res, dobro vprašanje. Če se res, zakaj pa jaz to delam? To so zelo osnovne zadeve. Ampak, ne, tukaj, če mene vprašate spet, ne, se začenjajo drobne vsakdanje revolucije. Premislil sem, ugotovil sem in še nekaj je, veste, tista volja, ki smo prej rekli, pozabite, če že, ne, je nekaj drugega, neprimerno pomembnejšega. Moram pa nehati, ker moram 8:30 nehati. Tak je protokol, disciplina, red in vse ostalo. 90 minut, to izgleda. Kaj zdaj hotel reči? Ja, ne volja, pogum. Če kaj šteje v naših življenjih, je to pogum, ne volja. Pogum. In najprej se začne z ne. Tukaj je meja, ne dovolim ti. Če človek samega sebe ceni, veliko ljudi je, ki ne cenijo sami sebe, če človek samega sebe ceni, a veste, kako se obnaša do drugih ljudi? Človek, ki samega sebe ceni, se do drugih obnaša tako, da jim sporoča, jaz sebe cenim, zato nisem pripravljen tolerirati, da se boste vi do mene obnašali takole in takole in takole, s čimer vi meni sporočate, da me ne cenite. Jaz vam tega ne bom dovolil, ker se cenim. Tudi kot v reklami, sem da ne blesava, to so zelo pomembne stvari. Ceniti samega sebe pomeni sporočati drugim, tukaj je meja, pod to mejo ne grem, ker samega sebe ne bi mogel pol v špegu več pogledati. In to pa prinese, to je pa začetek, to je pa uvod v resnično zadovoljstvo s seboj. Uspel sem nekomu reči ne. 20 let mi plezal po živcih, 20 let sem mi njegov predpražnik, 20 let sem ga poslušal, 20 let sem prenašal njegove nebuloze, danes sem rekel ne. A veste, kakšen je spontani občutek človeka, ki to uspe narediti? Končno. Zdaj se pa lahko začnemo resno pogovarjati o kvaliteti medsebojnih odnosov in vse drugo. Brez tega nikoli. Ura je tam in malo več že. Jaz moram zdaj nehati. Hvala za vašo pozornost, hvala za vašo potrpežljivost. Upam, da boste vse moje knjige pokupili. In to je vse. Hvala lepa. Hvala tudi v mojem imenu. Mogoče če bi imel še kdo kakšno vprašanje, pa morda je še na voljo čas za razpravo. Malo za demokracijo. Ko jaz? Ja, izvoli. Mi smo recimo, ko je bil svetovni dan filozofije na šoli, imeli filokafe. Prvi. Sploh mislim, da v zgodovini šole, da se organizirali in smo tako sedeli v krogu, par dijakov, profesorica filozofije in profesorica psihologije. In smo govorili na temo srečnosti. Kaj je sreča danes, za koga, kaj pomeni sreča, pa smo povedali o Aristotelu, kaj je on povedal za srečo, pa me zanima tudi vi, kako bi podali kakšno mnenje ali pa nekaj o sreči. Sreča je, mogoče najprej eno usporednico za moje stare starše, naprimer. Stare. Moj stari ate je bil rojen v leta 1900. Okay. Za te ljudi je bilo življenje v tem smislu zelo preprosto. Sreča je nekaj zelo redkega. Obstaja splet okoliščin, ki omogoči občutek
da je človek srečen. Ampak za tiste generacije ljudi to ni bilo tako zelo pomembno. Oni so bili obsedeni s tem, da bi zdaj morali biti se ne. Oni so življenje razumeli v glavnem kot trdo delo, kot odrekanje in seveda sem pa tja so tudi posejani občutki sreče. Ne Aristotel, ne kdo drug ne more podati nobene boljše definicije, kaj sreča je. Sreča ni stanje, sreča ni nekaj, kar dosežeš in potem si kar srečen, ne vem, 50 let. Sreča je, v psihologiji obstaja zanimiv izraz peak experience v angleščini. To so peak experience, to je neko vrhunsko doživetje. Sreča je eno od vrhunskih doživetij, kar pomeni, da se mora zgoditi cela vrsta stvari, cel kup pogojev mora biti izpolnjenih, da nastane ta peak experience. Zato se pa imenuje peak. Torej, to je nekaj vrhunskega, to je po definiciji nekaj zelo redkega. Ampak, iz tega, kar sem prej povedal, sledi, da v resnici mi lahko prispevamo k takim izkušnjam. Mi se lahko naučimo, kako se obnašati drug do drugega, da si bomo omogočali take izkušnje. Mi nikoli ne moremo namerno, ciljano doseči takih stanj. Še en izraz, recimo iz psihologije, Jono Elster se veliko s tem ukvarja, psihologije, filozofije, vseeno, so bistveno drugotne stanje zavesti. Občutek sreče je bistveno, essentially byproduct, se temu reče, se pravi, bistveno drugotno stanje. Ne moreš ga intencionalno, ne moreš narediti načrta, kako doseči srečo. Se pravi, če bom šel od 1. do 9. koraka, bom to doživel. To se ne da. To je stranski produkt. Peak experience, sreča, je stranski produkt nečesa drugega. Česa drugega. Z eno besedo, če mene vprašate, so to kvalitetni medsebojni odnosi. Spet, kako to izgleda? Recimo, če dam en svoj primer. Zame je eden najlepših trenutkov v življenju, ki je povezan, ki je natanko ta peak experience, ta občutek sreče. Občutek sreče spremlja občutek blagostanja, občutek blaginje, občutek dobrobiti, občutek, da mi je v redu. Ne glede na to, kje sem, kdo sem, kaj sem, Zame je recimo en takih najbolj vrhunskih občutij, za katerega tisti, ki mi ga je omogočil, še ne ve. Še ne ve, in mu bom to nekega dne povedal. In verjamem, da bo tudi za njega to, da bo njemu prispevalo k temu občutenju sreče. To je občutek, ki sem ga dobil, mi imamo tamle so vodili vikend in bilo je nekega poletnega dne, ne vem, 25. julija, bilo je takole okrog 2 popoldan, vroče je bilo, vse je bilo razbeljeno, tisto, kar imam rad, kar imamo radi, vi imate gotovo to rad, meni je to tako fajn, ker je tako vroče in vse miruje in posod je vročina in sred poletja in tok je dobro. In takrat je bil sin star enih tam nekje v gimnaziju, moral hoditi, se pravi 15, 16 ali pa kaj takega, in ni šel z nami, ne morem, prišel za nami, pač nekaj dni pozneje je prišel in tako je veranda in jaz ko stojim na verandi, on takole prihaja. Takole prihaja in v enem trenutku se ozre proti meni, živjo, nekaj takega so si rekla, in v roki ima en CD, ki mi ga je potem čez pol minute izročil. Na tem CD-ju je ena množica besedil, filozofskih tekstov, ker pač vedo, da se s tem ukvarjam, mi jih je snel dol z neta, lepo zložil, zapekel na tisti CD in v enem delčku sekunde, to ni trajalo več kot 10 sekunde, ko je se pravi, nič ni naredil takega, ampak način, kako me je pogledal, tisto njegov žareč izraz, tole sem ti prinesel zate, to je zame sreča. Trajalo je, pravim, 10 sekunde. Ali pa, recimo, še en tak, on ni vedel, ni mogel vedeti,
ker ni videl samega, videl se ga lahko samo jaz. In to je bilo namenjeno meni. Se pravi, sreče ni brez drugega človeka. Če mene vprašate, srečo nam pravzaprav na nek način drugi človek omogoči. Ne moremo jo sami sebi. Drugi. Največkrat takrat, ko sploh ne ve. Sam še en prizor z isto sinom, ko je bil star, ne vem, 7-8 let, kaj takega, otrok je bil in je rad igral te računalniške igrice, sva šla enkrat v trgovino, hotel neko računalniško igrico kupiti. Ne? In so rekel, ok, jaz sem s tabo, ampak ti boš pogovoril z unim prodajalcem, kaj se ne spoznam na te zadeve. Boš povedal, kaj hočeš. Ne? In prideva noter, on se obrne temu sinu, pa če želita, oziroma želiš, ne? Pazite, in v tem trenutku, kaj naredi to dete? Prodajalec, mladenič je bil, ga vpraša, kaj želiš. Veste, kaj je naredil? Predstavil se mu je. Moje ime je Tibor Rutar, jaz sem mislil, da mi bo razneslo, pa ne zdaj nekega patosa, pa očetovskega ponosa in tako naprej. Ne, od tega občutenja, nihče ga nikoli ni učil, pa pazi, pa boš rekel, ko boš prišel, ne, nikoli. On je to rekel spontano. In to je bil še en tak trenutek, recimo, ki bi ga jaz uvrstil v red sreče. Spravi, brez drugega človeka, če mene vprašate, ni sreče. Jaz sem srečen in tako naprej, nisi. Ne može biti. Lahko ti pa drugi omogoči svojim popolnoma, mogoče to še treba poudariti, s čim lahko drugemu človeku omogočimo tako izkušnjo sreče? Z popolno predanostjo. Zatem ni nobene preračunljivosti, nobene sebičnosti, nobenega kalkuliranja, če bom to naredil, pol bo on zadovoljen. Ne, to je čista spontanost. To je izraz tega, kar Nietzsche imenuje življenjska radost. Sreča je izraz življenjske radosti. Takrat smo neskončno radostni, da smo. Ne, da smo bogati, da imamo to, da imamo uno. Ne, sreča je, da smo. Da smo, da bivamo. Ali spodbujanje umske mreže tada? To pa kar raste, samo od sebe. To so, če bi zdaj gledali, zdaj se pa spustimo na tla, možgani. V takih trenutkih se količina dopamina v zlasti v predfrontalnem korteksu poveča tako za 2 litra. In to je za celotno telo, ne samo za možgane, to je balzam. Zato sem prej govoril o blagostanju. To je lep slovenski izraz. Blagostanje. Sreča je blagostanje. Sem v stanju, ki ga izraža ta izraz. Seveda, in v terapijah, v analizah, je to izjemno pomembno, da človek doživi, da ima to izkušnjo, ki mu ne more nihče prenesti na pladnjo, ampak splet okoliči, bla, bla. To izkušnjo, izkušnjo sreče, da dobi občutek, aha, saj z mano nič narobe. Vsakdo lahko dobi to izkušnjo, tudi jaz. In to ne pomeni, da se moraš zdaj držati na nekih protokolov, da moraš hujšati, da moraš ne. Ne. To je nekaj, kar je inherentno biti sami, če bi lahko tako rekel. Ali pa eksistenci. To je spontani izraz eksistence kot take. In ko mi to začutimo, smo srečni. Lahko še nekaj vprašam. Zdaj, glede na to, da je toliko negativnih odnosov, pa ljudje vemo, da se v takem stanju počutimo srečno. Zakaj pol toliko negativnih odnosov? Ja, to je eno ključnih vprašanj, sploh ne samo posameznikom, ampak v nekem smislu celo sodobne civilizacije. Eden od odgovorov je, spet, ni bilo vedno tako. Mene groza popade vedno, ko me skušajo ljudje prepričati, kako od nekdaj so bili ljudje taki, da so se med sabo garbali in gospodari in hlapci in pobijali so se med... Ni res! Antropologi so že zdavnaj dokazali, da če se naši predniki ne bi obnašali 100 000 letja, sodobna civilizacija je stara par 10 000 let. Se pravi, če se 90% vsega časa, odkar človeštvo obstaja na tej zemlji,
Ljudje ne bi obnašali solidarno drug do drugega, nas tukaj ne bi bilo, mi ne bi tle sedeli. To je sorazmerno sodobna pogruntavščina, sesud drugega, ubit ga, prevlada. Sej ni ena hoda, če si predstavljate 20 ljudi, pač naših prednikov pred 100 000 leti, oni brez sodelovanja preživeli ne bi. Oni so se morali, čisto zaradi empiričnih okoliščin, da jih niso pojedli levi in medvedi in tigri in ne vem, kaj so tam leopardi in dinozauri in ne vem, kdo že vse, oni so se morali naučiti solidarnosti, biti drug z drugim tako, da so drug drugemu pomagali. In zdaj spet, ne, če vprašate, seveda, mi lahko zdaj vlečemo zgodbo in povemo zelo dolgo zgodbo, kakšen je tipičen primer vzgoje otrok, ki do tega pripelje. Se ljudje niso od rojstva taki. Ne. Tipičen primer zlasti sodobne vzgoje. Samo pomislite na en izraz, ki vam ga servirajo čisto vsak dan ekonomisti in drugi bankiri. In to je tekmovalnost. To je pošastno. Kako se je uspelo v sodobno življenje lansirati idejo, da je tekmovalnost dobra? Tudi če je, saj kdaj tudi je, ne, je sodelovanje neprimerno boljše. In seveda, jaz bi zdaj k vašemu vprašanju postavil še eno drugo vprašanje. Kaj je z nami narobe, da potihem bolj ali manj vsi pristajamo na to? No, tekmovanje, dajmo, odprite svoj SP, pa tekmujte z unim, gremo na trg in se tam pobijamo med sabo. In glih kar se tudi bomo. In zdi se tako, zdaj ni nujno, da je tako, zdi se, da se nič več ne učimo tega, česa so se učili naši predniki. Kako biti skupaj, da ne bo moj egocentrizem zame na prvem mestu, ampak da boste na prvem mestu vi. Vi boste zame, jaz pa za vas. Mi lahko popolnoma obrnemo način medsebojnih odnosov. Namesto, da jaz tekmujem z vami, vi pa tekmujete z mano. Dam jaz prednost vam, vi pa prednost meni. In izkušnja, ki jo imamo, je nenadoma popolnoma drugačna od te, na katero smo navajeni. Dokler se ne bomo naučili tega, se jaz ne mislim, da se mi z lahkoto, vse o tem sem danes govoril 1 uro in pol, tega naučimo, smo izgubljeni. Ali smo se sploh še sposobni tega učiti, dokler bo kapitalizem ne. Jaz sem otrok socializma, jaz sem rastel s popolnoma drugačnimi vrednotami. Ena temeljnih vrednot socializma, ki sem ga je živel, je solidarnost. Jaz sem bil v delavski telebrigadi, tam gor na Brkinih, ko sem bil star 17 let, vem, o čem govorim. To je bilo del našega otroštva, to je bilo del naše vzgoje, solidarnost. In ko sem šel v vojsko, tjale dol v Srbijo, so me nosili na rokah. Ker smo bili Slovenci, smo bili in tako naprej. Jaz sem to izkusil. Sodobna mladina, ki je rojena v kapitalizmu, teh izkušenj prav veliko sploh nima, ker je rojena v tekmovalnosti. Tekmovalnost pa pravzaprav pomeni v najbolj blagi obliki, jaz hočem prehiteti vas na poti do cilja, da bom imel več kapitala, ne? V najbolj grobi obliki je pa najbolj, da vas kar ubijam, pa imam prosto pot. Ok, jaz sem zdaj šel v Ljubljano, pridete, vam ni treba.